V sredo, 18. novembra, smo v čitalnici Splošne knjižnice Slovenske Konjice v sodelovanju z medobčinskim društvom gluhih in naglušnih občin Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče, kateri so poskrbeli tudi za to, da je bilo celotno predavanje prevedeno v znakovni jezik, in programom Svit pripravili predavanje o preventivnih ukrepih pri boleznih prebavil. Že pred samim predavanjem pa so nam študentje medicinske fakultete pred kulturnim domom s pomočjo napihljivega modela nudili poučen sprehod po notranjosti človeškega črevesja. Prihajam z Inštituta za varovanje zdravja Republike Slovenije in skupaj z mojimi pomočniki, komunikatorji programa Svit, predstavljamo državni program presejanja in zgodnjega odkrivanja raka in predrakavih sprememb na debelem črevesu in danki. Sliši se zelo zapleteno, v resnici pa gre za nov javnozdravstveni program, ki skuša rešiti zelo hudo zdravstveno težavo v Sloveniji. To je rak na debelem črevesu in danki. Rak na debelem črevesu in danki je drugi najpogostejši rak v Sloveniji, če štejemo moške in ženske skupaj. Kar 1400 ljudi vsako leto v Sloveniji zboli za to boleznijo in žal okrog 700 ljudi za rakom na debelem črevesu ali danki tudi umre. Veliko bolnikov s to boleznijo umre zato, ker tega raka žal v večini primerov zdravniki odkrijejo prepozno. Težave z debelim črevesom, po domače zadnjo platjo, so še vedno stvar, o kateri ne govorimo radi. In težave, ki jih imamo, marsikdaj zamolčimo. Nerodno nam je, da bi zdravniku rekli, da nas boli zadnja plat ali pa da imamo kri v blatu. O kakcih in riti se pač ne pogovarjamo radi. Vendar pa je ravno to narobe. Debelo črevo je zelo pomemben del našega telesa, zelo je pomembno za naše zdravje in če gre tam kaj narobe, potem je to ponavadi težava, ki jo je treba reševati in je treba se z zdravnikom posvetovati o tem, najti pravo rešitev, tudi če ne gre ravno za raka, ampak kakšno drugo težavo zdravja debelega črevesa. Zakaj presejalni program? Presejalni program pomeni, da je namenjen pravzaprav zdravim ljudem oziroma ljudem, ki mislijo, da so zdravi. Pri vseh v starosti od 50 do 69 let bomo s programom Svit pomagali iskati prikrito krvavitev v blatu. Vsak v starosti od 50 do 69 let, tako moški kot ženske, bo v prihodnjih letih vsaki 2 leti dobil domov vabilo v program Svit. In mi seveda lepo prosimo, ne vrzite tega vabila v smeti. Vključite se v program, kajti to vam v resnici lahko reši življenje. Program Svit temelji na tem, da si človek s pomočjo 2 preprostih testnih paličic lepo doma v miru svojega doma odvzame 2 vzorčka blata. In ta 2 vzorčka blata pošlje v naš laboratorij. V našem laboratoriju v Ljubljani imamo stroj, ki je izredno natančen in odčitava najmanjšo sled krvi v blatu. In če mi ugotovimo, da je v blatu sled krvi, potem človeka napotimo še na posebno preiskavo debelega črevesa, ki se imenuje kolonoskopija. Kolonoskopija je pa preiskava, pri kateri specialist, zdravnik, z majčkeno kamero lahko prav pogleda v debelo črevo in se prepriča, kaj točno se tam dogaja. In če odkrije v črevesu polipe, ki so lahko razlog za to, da se v blatu pojavi kri, če odkrije te polipe, potem jih bo nemudoma odstranil. Polipi v črevesu namreč sami po sebi niso prav nič nevarna stvar, nevarno pa je to, da se na polipu lahko razvije rak. Polip je torej kot nekakšna tempirana bomba v telesu. In zelo, zelo pomembno je, da mi polipe pravočasno odkrijemo, da jih zdravnik odstrani in s tem prepreči, da bi se rak sploh razvil. Rak na debelem črevesu je žal izredno zahrbtna bolezen. Nobenih opaznih znakov ni pri tej bolezni in rak na debelem črevesu se lahko razvija nekaj let,
ne da bi se človeku sploh sanjalo, da je z njim kaj narobe. Prav zato marsikdo pride s to boleznijo k zdravniku takrat, ko je že zelo pozno in ko se je ta rak že tako razširil, da marsikdaj rakaste celice že potujejo po telesu in se naselijo že tudi v kakšnem drugem organu, recimo na jetrih ali pa na trebušni slinavki. Takrat je seveda tega raka težko zdraviti. Če ga pa odkrijemo zgodaj, takrat, ko je samo nekaj rakastih celic na polipu, je pa zdravljenje hitro, zelo enostavno in tudi zelo, zelo, zelo uspešno. Takrat raka lahko pozdravimo 100% in človek lahko živi čisto normalno še desetletja, kakor da se ni nič zgodilo. Če pa seveda te bolezni ne odkrijemo, potem pa je seveda smrtno nevarna in kot sem rekla na začetku, kar 700 ljudi na leto v Sloveniji zaradi tega raka umre. Pa lahko bi ga ozdravili ali pa celo čisto preprečili, samo če bi ga odkrili pravočasno oziroma še bolje, če bi odkrili že polipe. In prav temu je namenjen program Svit. Zato, ko pride program Svit k vam domov, ko pride vabilo, nikar ga ne vrzite v smeti, vključite se v program, poskrbite za svoje zdravje, pošljite nam vzorčke blata, to je še najmanj, kar lahko storite zase. Vsem, ki boste dobili vabilo, pa tudi tistim mlajšim, ki še niste stari 50 let, svetujemo, prisluhnite svojemu telesu. Opazujte, kaj se z vami dogaja. Včasih tudi poglejte zjutraj, kaj je v straniščni školjki, potem, ko greste na stran, preden potegnete vodo. Resnično telo nam lahko sporoči resna sporočila. Če opazimo kri v blatu, ali pa če imamo kakršnekoli druge resne težave, je to prav gotovo razlog, da se pogovorimo z osebnim zdravnikom. Za tiste, ki so pa stari več kot 50 let, je pa vsekakor zelo priporočljivo. Sodelujte v programu Svit, če pa imate težave z vašim prebavljanjem, iztrebljanjem, če opazite kri na blatu, potem je pa to vsekakor razlog, da takoj obiščete svojega osebnega zdravnika in se z njim posvetujete, kaj narediti. Zelo verjetno imate hemoroide ali pa kakšno drugo povsem nenevarno težavo. Prav lahko je pa tudi kakšen bolj resen vzrok. Vsi, ki sodelujemo v programu Svit, želimo, da bi zdravniki odkrili čim več polipov, pa čim manj raka na debelem črevesu. Zato hodimo po Sloveniji, predstavljamo program Svit, ljudem pokažemo, kako sodelovati, imamo tudi zelo zanimiv model debelega črevesa, skozi katerega se lahko človek sprehodi in si ogleda vse tisto, kar sicer zdravnik vidi pri kolonoskopiji. Zelo smo pa veseli tudi obiska vseh, ki ne slišite. Če vas je več, se dogovorimo, da je z nami tudi kakšen prijazen tolmač v znakovni jezik, ker se potem pač lažje sporazumemo, lahko vprašate, kaj vas zanima. V programu Svit sodelujejo študentje medicine, zdravniki, medicinske sestre in lahko seveda odgovorimo na marsikatero vprašanje. Zato prisrčno dobrodošli na Svitovih dogodkih, danes tukaj v Slovenskih Konjicah, sicer pa potujemo po vsej Sloveniji.